see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. Primerne. No, tretji del in tam naj bojo največji bankovci. Če se pa bojite za vaš pasoš, pa še tisti potni list, potem pa takole. Svoj žep, gledajte, tukaj sta dva žepa. Tukaj normalno utakneš roko notri, kaj pa tlele, tukaj pa ne gre. Zakaj pa ne? Ker sem jaz tole tukaj zašil. Z notranje strani sem napravil luknjo in v to luknjo lahko date kakšno majhno denarnico in tisti denarnici naj bojo tisti bankovci za 100 ali pa 500 mark ali pa če imate sabo dolarje. Mimogrede, če greste kamorkoli razen v Evropo, potem jemljite sabo dolarje, ne pa na kakršnekoli druge valute, ker je dolar bistveno boljša zadeva, kot pa, torej veliko lažje menjavaš dolarje kot pa katerokoli drugo valuto. Še ena možna točka je tukaj na kavbojkah, namreč tale notranji žep. Tole je manjši žep, ne. Tega lahko na podoben način zašijaš od zunaj, pa potem narediš z notranje strani luknjo, ampak večina kavbojk ima tukaj tudi takole podlogo. Tole podlogo, sicer na teh hlačah tega nimam, ker te hlače redko kdaj nosim s seboj na potovanje. Enostavno tole podlogo prerežeš, cak, in v temle delu, ki potem pride semle nekam, imaš krasno lahko kakršenkoli, torej najmanj verjetno je, da ti bojo tam kaj ukradli, ker prvič se ne vidi, ker je tale del blaga precej nagrbančen, drugič taka denarnica je tenka in majhna, ker so noter samo veliki bankovci, tistih pa seveda nimaš veliko sabo. In zaradi tega sploh noben ne bo vedel, da imaš tam denar. Zdaj, tisto osnovno pravilo, ki se ga morate držati, je to, denar imej vedno na takem mestu, da boš sigurno vedel, da se nekaj godi, kadar te bo kdo hotel okrasti. Zdaj, marsikdo nosi okrog vratu tako torbico, jaz sem si sam eno naredil, zdaj ima pa moje bivše dekle, ki je bilo takrat z mano v Indoneziji. No, tisto torbico se obesi okoli vratu in pride takole nekako spodaj pod majico. To je meni zoperen zaradi tega, ker prvič se zelo grdo znojiš tam spodaj, še posebno v Indoneziji, ker je tam vroče. V Indokini, pardon, je bilo to. Drugič pa tudi ne vem, če je tako zelo varno, ker te tatovi so to že pogruntali. Lepo te prime za tisto vrvico, potegne, prereže in teče, še preden ti sploh veš, zakaj gre. Tako da vam tega ne bi svetoval. Ena od možnosti je, da tisto, kar imaš s sabo, kadar spiš zunaj, daš v svojo spalno vrečo. Tega vam tudi ne svetujem, še predvsem ne, če greste v Španijo ali pa v Grčijo. Ne vem, kolikrat sem že govoril z raznimi ljudmi, ki so mi kazali svoje spalne vreče, da sem jo že zložil, no dobro, tukaj noter je, ki je bila prirezana. Torej, pokazal sem mi svojo spalno vrečo, ki je imela spodaj luknjo, ker če daš tam noter svoj nahrbtnik in potem še svoje noge in potem globoko zaspiš, potem je nič lažjega, kot da nekdo pač pride, prereže tvojo spalno vrečo, vzame ven, kar je noter in potem derja. Ti se boš sicer zbudil, samo kaj ti to pomaga, če bo to ob 2-3 zjutraj, ko si še ves zaspan in sploh ne veš še zakaj gre, še preden boš ti zlezel iz spalne vreče in sposoben teči za njim, bo on že ne vem kje. Poleg tega jih je pa včasih tudi več, tako da so lahko take stvari tudi nevarne. Tako da tak nahrbtnik jaz imam vedno raje pod glavo. Ne vem, če je dobro ali ne, ampak na vsak način, če ga imaš pod glavo, potem ga z eno roko držiš, medtem ko spiš zunaj, je to mogoče bolj varno. Tiste notranje vreče, kot že rečeno, ne priporočam preveč, lahko jo imate pa tudi, ker potnega lista pač ne moreš zatlačiti pod hlače, ker tisto bi potem izgledalo malo čudno, malo je prevelik, pa malo pretrd, pa še potem je ves zmečkan in čuden. Mi je pa pripovedovala ena moja znanka, ki je delala v banki, in to v Ljubljanski banki, v centru Ljubljane, tista visoka stavba, da je prišel en možakar, mislim, da je bil Nemec, hrabro tja na šalter, lepo sredi banke, snel svoje hlače, segel med noge in vam privlekel eno tako torbo, ki jo imel tukaj nekje, torej pod v eni od svojih hlačnic.
in potem tiste dehteče bankovce dal njej, da jih bo zamenjala za tolarje. Precej neokusna zadeva. No, jaz vam svetujem, da to imate raje v kakšni plastični ali pa usnjeni majhni denarnici, ki jo pač nosite za hlačami. No, kaj vam še grozi? Grozi vam, da vam bojo vašo torbo sneli medtem, ko se boste sprehajali po mestu. Če vam jo nameravajo sneti, potem lahko storite sledeče. Ne nosite jo takole, pa ne mahajte s to roko ne vem kam okrog, pa ne gledajte okrog sebe, pa ne vem kaj še. Ker predvsem v Italiji je to precej razširjeno, namreč, da nekdo pripelje za tabo z mopedom ali pa z vespo, ti sname to zadevo in še preden ti veš, zakaj gre, je stvar že za 9 vogali. Dajte tako torbo vedno čez glavo, še posebno, če imate v njej kakšne več vredne stvari in vedno nosite pred sabo. Če imate noter videokamero, pa svoj potni list, pa letalsko karto, pa ne vem kaj še, drž jo z obema rokama ali pa dobro gledaj okrog sebe in vedno imajo v glavi, da je možnost, da ti bojo kaj ukradli, ker če na to pozabiš, potem jim grede se pojavi možnost, da se ti bo kaj zgodilo. V Južni Ameriki še posebno. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.